Slovenijo! Za koga? Za Slovenijo! Za koga? Za Slovenijo! Za koga? Za Slovenijo! Za pravno državo! Za koga? Za pravno državo! Za koga? Za Slovenijo! Za koga? Za Slovenijo! Za koga? Za Slovenijo! Od zmage do zmage! Naprej! Od zmage do zmage! Naprej! Od zmage do zmage! Naprej! Ker vemo, da je boljša družba možna od te, ki jo sedaj živimo. Tako je. Ker ni normalno, da se kritike po nedolžnem zapira. A je tako? Tako je. Kam bomo prišli s takim? Že tako je stanje na pravosodju bližje krivosodju. Tako je. Bravo. Sprašujem vas, ali veste za kakšen primer obsodbe za kaznivo dejanje katerega koli sodnika v Republiki Sloveniji? Ne. Res je. Mislim, da je statistika nič, odkar obstaja to kaznivo dejanje. Pa vi, državljani, ste kdaj občutili krivico na lastni koži? Vsak dan. Vsak dan. Vsak dan. Vsak dan čutimo policijsko nasilje v obliki visokih, previsokih glob za nekaj, kar ne bi smelo biti prekršek. Tudi današnji govor ni samoumeven. Si ga moramo izboriti. Če bi prišel sam, bi dobil kazen za nič. Tako kot je dobil Šišek kazen za nič. On je govoril resnico. Šiško je naš! On je govoril le resnico in izvedel medijski šov. Zakaj je to naredil? Kdo vprašal, če so prišli mediji v času volilne kampanje enakopravno do vseh političnih opcij? Niso. Zakaj ne? Ali delujejo objektivno, verodostojno, nepristransko, kot jim zakon veleva? Ne delujejo. Kje so inšpektori? Kje so policaji? Njihovi so. Zakaj policaji dovoljujete neenako obravnavo državljanov? A bo se kdo opogumil in prišel sam pa povedal, zakaj je temu tako? Veš, da bo. Zakaj ste krivični do lastnega ljudstva? Ne upajo. Ne upajo. Ne smejo! Bojijo za plače. Mene spominjate na šolarje, na učence, ki so raje prepisovali, kot da bi sami reševali domače naloge. In ti tukaj zadaj, ki mislijo, da se izvoljeni, pa v resnici so bile volitve nelegitimne, so enaki. Oni so kimavčki. Poslušajo druge elite iz tujine. Za svoje eliti skrbijo. Kaj se je zgodilo pred nekaj leti, ko je šengenska meja padla? Je kdo izmed policajev uporabil veljavno pravo? Nihče. Vsi so poslušali nadrejene. Ti pa so poslušali gospo Merklovo. Naj spustijo nekontrolirano migrante v Evropsko unijo. In kaj se danes dogaja? Ti migranti prihajajo nazaj v Slovenijo preko migrantskih kvot, ki so vsiljene. Kdo na političnem prizorišču izmed vseh parlamentarcev in neparlamentarcev si je upal povedati, da je proti migrantskim kvotom? Kdo? A je bil to Šiško? Ja. Šiško edini. A je bil zato diskriminiran pa cenzuriran verjetno? Res je? Poglejte, danes je med nami tudi oseba, ki je tudi žrtev krivosodja, ki je tudi žrtev sodnih izvedencev, ki skušajo kritike utišati, jih cenzurirati, jih osmešiti, podobno kot Šiška.
In ta oseba je morala v letu 2014 in 2015 se z državo boriti za osnovno denarno socialno pomoč. Torej, ko domač državljan ostane brez premoženja, brez prihodkov, izpolni vlogo, da je to resnično njegovo stanje pod kazensko materialno odgovornostjo, kaj naredi država? Išče argumente, da ne podeli niti centa. To je en ekstrem današnje realnosti. Drugi ekstrem, tujec, ki je prišel brez dokumentov v Republiko Slovenijo, ne v prvo varno državo, to se pravi, on ni vojno ogrožen, prejme iz naših denarnic, iz vseh denarnic za nas danes tukaj 1250 evrov za preživetje mesečno. In potem imamo še en ekstrem neenakosti in krivice, ki se nam zgodi. Recimo iz mojega domačega kraja sem bil jaz v volilni kampanji cenzuriran zaradi preprostega vprašanja v časopisu, v intervjuju, da mi ni razumljivo, zakaj slovenski davkoplačevalci plačujemo večmilijonski kredit, prenešen iz Faktor banke ali Pro banke na slabo banko, domnevno uspešnemu gospodarstveniku iz Idrije, ki je financiral drugo stran. Tega vprašanja se ni smelo postaviti. Tega vprašanja ne boste zasledili nikjer v množičnih medijih, pa je relevantno za naše življenje. Zato, da vemo, kaj predstavljajo ti parlamentarci, od levice pa do desnice. Oni so že 27 let na oblasti, eni in isti, imajo korenine še iz bivšega režima. In kaj so vsaka nova sila? Konkurenca. In kaj je to nenavadnega v demokraciji? Po ustavi imamo demokracijo, to se pravi demokratična republika, v kateri ima oblast ljudstvo. Kaj pa vidimo, da je realnost? Oblast ima oligarhija, ki nima nič z nami. A je kdo vas kaj vprašal, ali menite, da volitve potekajo pošteno in svobodno? Ni. Ali menite, da v pravosodju, da lahko dosežete resnico in pravico v tem sistemu? Če si navaden državljan, te lahko pohodijo, te uničijo z enim izvedenskim mnenjem, ki je lažno. In kako se bomo mi proti temu borili? Tako kot danes, ne gre samo za Šiška, gre za številne državljane, ki so žrtve zlorab postopkov v interesu različnih elit. In to je nedopustno v demokraciji. V demokraciji imamo vsi približno enako družbeno moč, ne pa peščica vse, mi pa nič. Poznate mogoče podatek iz leta 2016, kjer je 38 najbogatejših zemljanov imelo enako višino premoženja kot polovica najrevnejših. Ta statistika se je poslabšala v letu 2017, kjer 8 najbogatejših obvladuje polovico premoženja najšibkejših. Torej, neenakost se povečuje, nedvomno. Ali te oblastniki kaj delajo, da bi zavarovali javni interes, da bi domači človek bolje živel? Nič, to je res, nič. Zato je prostor za nove politične sile, ki so neobremenjene, ki imajo v mislih domačega človeka, ki mu želijo samo le najboljše. To se pravi, to se da ustvariti, tudi če imamo na drugi strani golazen ali pa stvor, kot je globalizacija. Naredi se to na tak način. Zavarovati moramo suverenost te države in pa osvoboditi ljudstvo izpod jarma oligarhije, hierarhičnih organizacij. To se pravi,
Zakaj se oni tako bojijo Šiška? Kaj je on naredil? On se je samo organiziral. Rekel je, če država ne opravlja svoje funkcije, jo bomo mi sami ljudje prostovoljno. Zato ne verjamem, da se bo kdorkoli prostovoljno včlanil v državne vrste za državne nadzornike. To sedaj država želi priznati Šiškovi skupini legitimnost. Legitimno je bilo to, da je opozoril, da državne meje niso varovane, da se na tej podlagi poslabšuje materialno stanje vseh državljanov. In na drugi strani ni samo obrambne varnostni vidik tak, ki bi se lahko mi samoorganizirali. Samoorganizirali bi se lahko pri vsakem sodnem procesu, kjer sodijo kritikom iz šikanoznih razlogov. Tako je! Hvala lepa. Še nekaj bi povedal. Obstaja še drugo področje, kjer bi se lahko samoorganizirali. To je politično področje. Kajti vemo, da te volitve niso bile legitimne. Vemo, da so ti poslanci, ki sedaj nočejo ven, si sami med sabo posojali podpise iz ene stranke, drugi stranki, zato da se lahko danes razglašajo za koalicijo, za izvoljence. Pa kdo jih je izvolil? Kdo je dal Bratuškovi podpise za kandidaturo? Se bili to vi, ljudstvo, volivci ali poslanci? Poslanci. Ja, poslanci. Niste bili ljudstvo in to krši ustavni red Republike Slovenije. Pa se ni zganilo nobeno sodišče, tudi vrhovno in ustavno. Želite še nekaj povedati? Zakaj štrajta Sova? Pa to je katastrofa. S tem vejo vsi, da nekaj v naši državi ne štima. Potem policija štrajka. Čakajte malo, pa kaj se mi gremo? Kaj se gremo mi? Narod, neumen si, ker se spustiš, ker pustiš, da delajo s tabo. Kar jim paše. Če pogledamo, koliko odstotkov vseh volivcev podpira to garnituro, je samo nekaj odstotkov in še to se bo znižalo na ničlo. Zato ni pravilno, ko v medijih in v politiki se oglašajo ti isti in pravijo, da so tukaj neke samooklicane skupine, ki nimajo legitimnosti v bistvu. V resnici imajo večjo legitimnost. Tako je! Hvala lepa. Do zmage! Varda! 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 Za koga? Za koga? Za Slovenijo! Za koga? Za Slovenijo! Za koga? Za Slovenijo! Krucifiks! Slovenija verjetno zna Šiško, pa ne ve.